Vijoličasti cvetovi počasi izginjajo v posebnem stroju za žetev. Vasja Korošec je podedoval ljubezen do sivkinih polj. Moj tata je mu zmeri veselje do te sivke, se mu je zdela ena taka dobra stvar in njiva se mu je počasi zaraščala v travnik, smo rekli, zakaj pa ne bi provali mi tu sedeti. Tanja Arandjelović je med večjimi pridelovalci opojne sivke, rastline, ki živi tudi potem, ko se posuši. Čudovita, lepa barva, ki je v bistvu kulinarična sivka. Uporabljamo cvetove, uporabljamo za kuhanje čaja, sirupov in kot začimbo. Iz vijoličasto zelenih rastlin je z malo cvetličarskih spretnosti mogoče izdelati čudovite šopke. Samo tako napravite in podišite jo. Ste videla, kako zadiši spet? Samo jo malo tako napravite in zadiši spet. Večina nas misli, da je samo za omaro, da škodi moljem, ne? V bistvu pa bolj koristi nam, kot škodi njim, ne? Sivka ni le za omaro. Vonj, ki pomirja pred spanjem in celo zdravi, lahko ujamemo tudi v eterična olja. Na 40 kg cvetov dobimo 1 liter olja in 10 litrov hidrolata. Stvar je samo v tem, da je treba to stržiti in prodati. Tukaj pa smo pa malo v težavah, ker slovensko tržišče je majhno. A pridelava sivke, ki so jo Kraševci prinesli iz Provence, velja za dobro poslovno priložnost. Ne potrebuje nobenega gnojila, nič krofet, nima nobenih bolezni, odganja komarje, tako da z njo ni nobenega dela. Prav zato je sivka med kraškimi kmeti, ki so skupaj posadili že več kot 20 000 grmičkov, iz leta v leto bolj priljubljena.